Nekateri me poznate kot avtorico različnih knjig na temo naravnih rešitev za zdravstvene težave. V Škofji Ločani pa me poznate kot direktorico Zavoda za celostno samooskrbo. Tisti pa, ki se vsak dan sprehajate po Kranjclju, pa verjetno tudi vidite naš učni vrt, ki tle nastaja in ki mu je namen pokazati, kaj se da iz enega povsem pustega travnika narediti v tem okolju. Torej, zdaj, ko se pri mnogih vrtnarska sezona končuje, če majčkeno obvladate obrt, potem se na vašem vrtu šele začenja. Torej, na našem vrtu je zdaj ogromno zdravega in zdravilnega materiala, ki ga ne smemo zamuditi. In posebej zdaj, ko ni videti konca našim zdravstvenim težavam, je zelo dobro vedeti, katere vse dobrote se skrivajo na naših vrtovih. Sadje in zelenjava se po svojih močeh ne da primerjati s tistim, kar ponujajo zelišča. Dejansko iz 1 grama zelišča dobimo več antioksidantov kot iz pol kilograma kakšnega standardnega sadja in zelenjave. Po zimi pa, ko to še prihaja z drugega konca sveta iz rastlinjakov, postanejo naša domača zelišča nepremagljiva. Torej, 100 gramov posušenega origana je enakovredno po antioksidativni moči 40 litrom vložene paradižnikove omake. Torej, takoj gremo pobirati, kar je še ostalo, od origana, od šetraja, drobnjaka, peteršilja, tulsija, bazilik, nič ne sme ostati na vrtovih, vključno s kapucinkami, ki so čudovita pomoč za dihala v zimskih dneh. No, in kaj bomo s temi dobrotami naredili? Bog ne daj, da bi to v skrinjo dali. Zelišči vedno delamo tako, da jih ohranjamo ali posušena, ali v soli, ali, kar ja imam najraje, posebej za tiste, ki hitro zgubijo aromo, je, da jih vlagamo v pesta. Pesta so edini način, da ohranimo domala vse, kar je v zelišču, vključno z eteričnim oljem in s polnim aspektom arome, torej, ko odpremo takšen kozarc, nič ni ušlo. Ena izmed rastlin, ki jo domala najdemo na vseh vrtovih, je zagotovo drobnjak in ravno ta ponuja veliko več koristi, kot se zavedamo. To je čudovita rastlina za urediti, očistiti ožilje, okrepiti pljuča, čisto podrobnjakarsko očistiti želodec in črevesje in seveda zelo pomembno zalogo vitaminov in rudnin okrepiti. V 100 gramih drobnjaka je veliko več vitamina C kot v pol gajbice jabolk, tako da poglejmo, kaj lahko naredimo z drobnjakom. Kdor želi vedeti več, preberite v ščepcu vedenja, smo ga res zelo natančno naštudirali. Poglejte, ta drobnjak sem v tem letu že 3-krat rezala in vse kaže, da ga bom še vsaj 1 do 2-krat, raste kot solata. In če želite drobnjak večkrat rezati, je zelo pomembno, da ga ne porežete čist do dna, ampak nekje 4-5 cm od vrha, zaradi tega, da ne poškodujete tistih malih listkov, ki še izbijajo. Takrat vam tudi ne bojo rjavi, ko bojo van izbijali. Če je slučajno kaj rjavega, to pogledamo lahko takoj. Zdaj pa drugi pomemben del zgodbe. Kot vidite, drobnjak ima zelo cevasto strukturo. Tudi mnogi ljudje naredijo napako, pa to dajo v kozarce z vodo in drobnjak spusti takoj dušo v vodo, ker so to celice, ki so kot slamca. Če hočemo iz tega narediti drobnjak, če hočemo iz tega narediti pesto, je zelo pomembno, da v našem pestu ne zastajajo zračni mehurčki. Zračni mehurčki postanejo leglo za anaerobe in potem se ta naš zdravi pesto lahko prelevi v nekaj zelo nevarnega. Zato je vsa modrost pri izdelavi peste iz drobnjaka, kako pregnati zrak iz pripravka. In tega se bomo lotili na naslednji način. Pomembno je, da drobnjak natančno očistimo, torej vse, kar je suho, kar je poškodovano, damo stran. Kaj pa s cvetovi? Ja, cvetovi so zelo uporabni, niso pa uporabna stebelca od cvetov, ki so zelo lesena in so preveč trda, tako da tega raje ne damo v pesto. Drobnjak najlažje bomo narezali s škarjami in ko režemo tako na koščke pol centimetra do centimeter dolge, ker poanta cele zgodbe je, da jih moramo res odpreti, da jih moramo sesekljati, ne smejo to ostati tunelčki, v katerih je ujet zrak. No, za približno 400 gramov drobnjaka potrebujemo nekje okrog 6 deci, torej 600 ml olja,
ja dajem najraje olivno in 6 travnih jušnih žlic soli. Super je, da so groba, idealno, da je nerafinirana. Zakaj mora biti groba? Zato, ker je naš cilj, da čim bolj sesekljamo in odpremo te cevke in tle nam sol bo zelo pomagala. Ob tem je pa sol tista, ki bo fermentirala in konzervirala drobnjak. Naj vam nič ne bo preslano, to v vsakem primeru koristimo, ne jemo na žlico, koristimo kot začimbo, mešamo z drugimi zadevami. Vzamemo en navadni mešalnik oziroma sekljalnik, napolnimo ga nekje do 2/3 in dodamo grobo sol. Nekdo bo vprašal, bo oksidiralo? Ja, mora oksidirati. Če ste pazljivo brali materiale, potem veste, da česen, čebula, drobnjak vsebujejo zelo zdravilen aliin, ampak je to pasivna snov, to je kot dvokomponentno lepilo, ki se odpre šele, ko pride v stik z zrakom. Torej, za česen, čebulo in drobnjak je zelo dobro, da so izpostavljeni zraku vsaj nekaj časa, zaradi tega tudi za pesto drobnjak meljemo na suho, ne ga takoj zaliti z oljem. In ko ga sesekljamo, šele dodamo malo olja. Za začetek dodamo manjšo količino, ker verjetno ste tudi sami ugotovili, gosta pasta se veliko lažje seklja, kot če je to ena voda, pa vse leti okrog. In šele ko smo dosegli pravo konzistenco, ko je že dobro sesekljano, dodamo še ostanek olja. Zelo pomembno je, da dosežete pravo konzistenco. Če je preveč tekoče, vam bojo koščki drobnjaka splavali na vrh, bojo prišli v stik z zrakom in se po pesto pokvarijo. Če je preveč trdo, potem nikakor ne morete spraviti ves zrak ven in vam ostanejo ujeti mehurčki zraka. Če vidite na sliki, taka, da se premika, da ko obrnete posodo, da počasi se zapira in da sam bo oblijo zračne mehurčke, to je idealna konsistenca in to je ena od najpomembnejših skrivnosti trajnega pesta. Ne rečem, za 7 dni lahko naredite kar hočete, če hočete, da traja 1 leto, pa je treba delati zelo natančno. No, zelo pomembno je tudi to, da vmes večkrat premešamo, da poberemo vse tisto, kar je ostalo nesesekljanega po robu posode, postopek parkrat ponovimo in ko na koncu imamo pravo konzistenco, se začne polnjenje, upazite, sterilizirane in suhe kozarce. Torej, v kozarcih ne sme biti vode in kozarci morajo biti res brezhibno čisti, ker tle ne vlivamo nekaj vročega, torej delamo presni pripravek, ne moreš kar pobrati iz pomivalnega stroja kozarc, ampak ga je treba dati v pečico, pregreti na 120, shladiti in potem uporabiti za pesto. Seveda, če želite pesto, ki je trajan. Potem pa sledi še nekaj zaključnih del v kuhinji in sicer moramo zelo dobro očistiti robove, ne sme vam noben košček zelišča splavati nad olje, kar pomeni, da jih lepo potunkamo, da obrišemo rob kozarca in da na koncu čez žlico nalijemo vsaj pol centimetra olja, ki bojo preprečili, da bi zrak prišel v stik z našim pestom. To zapremo, pazimo, da se ne prekucuje in to potem damo v hladilnik. In če ga boste tako pripravili, ja, potem ga boste lahko shranili v hladilniku in uporabljali vsaj 1 leto. No, kdor je pridno to poletje nabiral zelišča, shranjeval svoje začimbne zaklade, se mu res ni treba bati dolge zime. Upam, da imate shranjeno veliko sonca za to zimo in da vam nič ne pride do živega in da bomo v veselju hrustali vse te zdrave dobrote, ki smo jih ustvarili.